Zdravo, moje ime je Klemen Kopina in Maša mi je zaupala, da bom odvodil tole oddajo. Za prvo gostjo sem pa dobil nihče drug z mano kot gospa Mirjana Jarc, ki je samostojna sodelavka Rdečega križa Slovenije za odnose z javnostmi in pridobivanje sredstev. Mirjana, dobrodošla v studiu. Dober dan. Deva na Hvala za hitro. vabilo. Ja, pozdravljeni, tak lep sončen dan ima zunaj, tako da se bomo imela kar prijeten pogovor, ne. Ogromno enih vprašanj imam pripravljenih za vas in se že veselim najinega pogovora. Bi pa na začetku mogoče samo dal slušalko noter, takole. Evo, se spet slišimo. In mogoče na hitro opisal še samo akcijo, ki jo bova danes predstavila. Se pravi, Rdeči križ Slovenije z močjo humanosti izboljšuje življenje ranljivih ljudi, pri tem tudi veliko vlogo igrate seveda vi, ki ste tukaj že več let, ne. Koliko let, če smem vprašati? Na Rdečem križu Slovenije 6 let, Rdeči križ Slovenije je pa tu na teh slovenskih tleh 155 let. Skratka, 155 nekakšen pionir človečnosti in sočutja. Definitivno steber, ko pomislimo na dobrodelnost, je verjetno pri vsakem asociacija Rdeči križ, ker še vseeno že toliko let pomagate ljudem in se to tudi ceni med ljudmi in tudi pri meni prva asociacija, ki jo dobim, ko pomislim na dobrodelnost, je Rdeči križ. Se pravi, vaše delo zajema vse od krvodajalstva, prve pomoči do reševanja iz vode, pa tudi vse slovenske humanitarne akcije, peljimo jih na morje. In mogoče za začetek se kar dotakneva te akcije. Kaj je bil povod za nastanek akcije Peljimo jih na morje? Kriza, hudi časi. Leta 2008 je brezposelnost naraščala in vedno manj družin je lahko razmišljalo o morju, vedno več otrok je o morju samo sanjalo in tudi vedno več starejših je o tem samo sanjalo. Zato je Rdeči križ Slovenije v svoji skrbi za zdravje in kar najboljši razvoj otrok z nagovorom individualnim in korporativnim donatorjem skozi akcijo Peljimo jih na morje začel ustvarjati fond za to, da kar največ otrok vsaj teden dni brezskrbno preživijo ob morju. Odlično. Mislim, akcija sama po sebi zelo dobra in mislim, da si sploh ne upamo predstavljati na nekih točkah, da ljudje oziroma nekateri otroci sploh ne vidijo morja do, ne vem, svojega 14., 15. leta in se mi zdi, da je ravno to čar te akcije, da lahko tudi tisti, ki si načeloma ne bi mogli to privoščiti, vidijo in doživijo to, kar bi vsak človek načeloma mogel doživeti. Drži, ampak to, kar v Rdečem križu doživljamo, je, da ne samo otroci, tudi starejši, ne. Tudi starejši, ja. Mnogi nikoli v življenju še do svojega 80. leta niso videli morja in je skozi akcijo Peljimo jih na morje zanje to nekaj nepredstavljivega. Morje je slano, pri 80 ugotoviti je za marsikoga veliko odkritje. Ja, in koliko enega čara, koliko ene nove energije, nove ljubezni do življenja se jim porodi, ko vidijo morje in ugotovijo, da so v bistvu celo življenje čakali na nekaj, kar je nam pravzaprav samoumevno. In tukaj pridete na vrsto vi, ki pomagate vsem. Se pravi, koga pa v bistvu pravzaprav vi peljete s to akcijo? Omenila sva že otroci. V recimo minulih 13 letih smo jih na morju odpeljali več kot 3500 in pa starejši, 1800 starejših je s pomočjo donatorjev, ki prispevajo v akcijo Peljimo jih na morje in seveda prostovoljcev in pa zaposlenih v Rdečem križu preživelo ta teden dni, ki pa ni samo na tej, bom rekla, emocionalni ravni pomemben, ampak zdravniki ugotavljajo, da sprememba klime sama po sebi okrepi imunski sistem, kar je kot nalašč ravno zdaj v teh zadnjih mesecih izjemnega pomena, ker okrepljen imunski sistem seveda omogoča boljšo odpornost tako na fizični kot tudi na psihični ravni, kar je v teh zadnjih tednih še posebej pomembno. Definitivno v času, ki imamo ogromno stresa, ne vemo, kakšna bo prihodnost, je še vseeno najbolj pomemben aspekt življenja, da skrbimo za svoje zdravje.
bodi si fizično, bodi si psihično, in ravno ta fizična aktivnost prinese do tega, pa spremembo okolja, do tega, da lahko tudi normalno zaživimo. In pravično je, da vsi to doživimo, da imamo vsi enake pogoje in da lahko vsi gremo na morje in se imamo dobro. Še vprašanje, kdaj pa jih pravzaprav peljete? So to poletne počitnice? Kdaj poteka ta program? No, za razliko od mnogih drugih organizatorjev letovanj v Rdečem križu skrbimo in se zavedamo, da je taka sprememba okolja pomembna tekom celega leta. In otroci s pomočjo Peljimo jih na morje vse šolske počitnice lahko preživijo ob morju, starejši predvsem že v času, ko ni več take neznosne vročine, ki pravzaprav prej škodi zdravju kot koristi, gredo na morje konec oktobra, začetek novembra, ko je tam ravno lepo prijetno. Namreč v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič je notranji bazen, tako da je možno plavanje in uživanje teh radosti tekom celega leta. Odlično. Ni pomembno, da se nekdo lahko veseli tega samo med poletnimi počitnicami, ampak je to tudi, se pravi, notranji bazen, možnost tudi letovanja tam pozimi. Kje pa letujejo ljudje, ki jih peljete na morje? Se pravi, same lokacije, omenjali smo, se pravi, Debeli rtič, notranji bazen, kakšne aktivnosti imajo znotraj tega, se pravi, lokacijsko tudi? Ja, Debeli rtič je ena od lokacij, kamor s to akcijo kar največ otrok in starejših odpeljemo. Druga lokacija je pa tudi na otoku Krku, mladinsko počivališče Frankopan Punat, ki je sicer v lasti območnega združenja Maribor, in prav to območno združenje, recimo v soboto je prva skupina otrok odpotovala tja. Tam ni možno letovanje 12 mesecev oziroma 11 mesecev na leto, ker tudi v Mladinskem zdravilišču je en mesec potreben za pač sanacijo, za popravila, čiščenje in vse, kar seveda zahteva vzdrževanje takega objekta. Na Punatu letovanje poteka poleti, ampak to sta glavni dve lokaciji. Območna združenja sicer najdejo še kakšno mesto, kjer pa govorimo bolj o nekaj, mogoče 10 otrocih, ne. Recimo v Mladinskem zdravilišču in letovišču na Debelem rtiču letno 16.000 otrok letuje, ne samo seveda s temi sredstvi donatorjev, ampak so to tudi športne skupine, tudi različne kulturne skupine pridejo na priprave. Je pa to seveda resen tak kotiček, kjer so otroci sami ugotovili, da evo, tukaj pa sanje rastejo. Točno to. Tukaj rastejo sanje in se tudi nekako sklepajo nova prijateljstva, nove spoznanja, in mogoče to celo povod, da nekdo spremeni svoj pogled na življenje, pa odkrije kakšno novo priložnost, ne. Ker še vsem taki tedni, sam sem bil na nekaterih kempih, sicer na vašem žal ne, ampak sem tekom tega dobil nekako veliko enih dobrih občutkov, tudi do tega, koliko je pomemben, se pravi to, da imamo nek stik z ljudmi, da lahko negujemo to in da spoznaš veliko dobrih ljudi, ki ti dajo tudi veliko potem za življenje, in take trenutke, ki jih nikoli več ne moreš dobiti nazaj. Glejte, točno to ste zelo natančno povzeli, tudi prizadevanja pedagoške in zdravstvene službe v Mladinskem zdravilišču, ki pravzaprav skrbi za razvoj in odkrivanje talentov otrok. Kopica je raznovrstnih, od naravoslovnih, ustvarjalnih, kulturnih delavnic, spoznavnih večerov, gledaliških predstav, kjer otroci lahko prisluhnejo sami sebi, odkrijejo morda še neodkrite potenciale in talente in potem to lahko gradijo naprej. Tako da je to
včasih je pravzaprav samo priložnost tista, ki jo moramo dati nekomu, da lahko odkrije svoj pravi potencial. In če je tukaj neka ekipa, ki mu lahko to omogoči, da spozna tudi, se pravi, nekdo, ki mogoče do zdaj ni vedel, da ima to v sebi, tekom neke delavnice, nekega izobraževanja, nekega mentorstva, odkrije, da je pač našel neko svojo novo strast in jo potem razvija in mogoče celo postane na temu res najboljši. Še eno vprašanje, oziroma mogoče še dva, če nam bo čas dopuščal. To me res zanima. Se otroci tekom tedna naučijo tudi plavati, imajo tudi inštruktorja plavanja, kako poteka? Verjetno nekateri se bojijo, so pa tudi nekateri, ki komaj čakajo, da se naučijo plavati. No, zanimivo je, da kljub temu, da je učenje plavanja sestavni del tudi osnovnošolskega kurikuluma, na letovanja prihaja dobra petina neplavalcev. Ob prihodu v mladinsko zdravilišče jih inštruktorji plavanja preverijo, tudi pri starejših je to še vedno aktualno. In tiste, ki ne znajo plavati, potem seveda zanje pripravijo individualni program in pa plavalne tečaje. Odlično, se pravi tudi plavalni tečaj. Mislim, da je že čas za oglase, tako da Maša, midva se potem zmerjeno še vrneva nazaj. Tako, spijeva eno kavico, spijeva kozarček vode na tole prelepo sončno ponedeljkovo jutro, potem pa se vrnemo nazaj z vami po oglasih. Ok, smo nazaj, oglasi so bili, midva sva spila kavico zelo na hitro, pa kozarec vode je tudi prijel. Zdaj pa gremo naprej, imam še par zanimivih vprašanj za vas. V sklopu te akcije, se pravi, omenila sva, da se otroci naučijo plavati in kaj to njim pravzaprav predstavlja. Se pravi, jaz se spomnim mojega učenja in to je v bistvu neka osebna zmaga, ne? Si predstavljaš kot nek nov mejnik, se pravi, jaz sem pa zdaj že mislim, takrat sem si mislil, zdaj sem pa jaz odrastel, pol veš, da te v življenju čaka še veliko enih izzivov, ampak kako, kaj njim predstavlja to, da preskočijo en tak korak in se naučijo plavati? Ja, točno to, kar ste povedali, osebna zmaga, s katero se seveda lahko potem pohvalijo pred domačimi, se o njej pogovarjajo s sošolci, z sorodniki, prijatelji, tako da je to neka pomembna stopnička v osebnostnem razvoju in osebnostni rasti, in ne samo pri otrocih. Gospa, stara 78 let, ki se je naučila plavati, je ob prihodu iz bazena navdušeno ugotovila, da to je pa nekaj tako super, da to, če bi ona vedela, da je to tako super, bi že prej iskala pot, da pride do morja in se tega nauči. Tako da je res to en krasen občutek, pa ni to samo plavanje. V mladinskem zdravilišču je veliko drugih kotičkov, tudi so športna igrišča, košarka, nogomet, so naravoslovne delavnice, so fototečaji, kopica različnih možnosti in priložnosti. Ko smo že pri tem, se pravi, ravno sem hotel vprašati, se pravi, kakšen pa je pravzaprav program? Omenila sva naravoslovne delavnice, učne ure plavanja, verjetno imajo tudi veliko športnih aktivnosti. Mogoče še kakšno besedo o tem, da si lahko ljudje pravzaprav znajo predstavljati, kako izgleda program. No, hvala za to vprašanje, ki omogoča, da pokažemo, zakaj je tako zelo pomembno prispevati prav denar. Namreč donatorji, ki smo jim izjemno hvaležni, so ponujali tudi kar nastanitvene kapacitete, ker ljudje res želijo marsikomu dobro, ampak eno je nastanitvena kapaciteta, drugo je pa možnost in priložnost preživeti teden dni s tem tako pestrim, raznovrstnim programom in večino časa preživeti zunaj, ne glede na letni čas. Seveda pridejo tudi deževni dnevi, ki jih je potrebno preživeti pod streho, sicer pa mladinskem zdravilišču park omogoča, da je res večino tega
časa neka aktivnost zunaj, začenši z jutranjo telovadbo, raziskovanjem obale, športnimi igrami, pripravami pevskih točk, odkrivajo pevske talente, pripravami plesnih točk. Skratka, vrsta različnih gibalnih priložnosti, ki otrokom omogočajo, da seveda poleg svežega zraka tudi svojo motoriko izjemno preizkusijo in najdejo tisto, kar jim najbolj ustreza. Ravno to sem hotel omeniti. Se pravi, te motorične sposobnosti, ki jih razvijajo, kot otrok si še vsem dovzeten za informacije, dovzeten za nova znanja, toliko hitreje dobivamo in pridobivamo neka znanja, da se mi zdi, da je ključnega pomena ne samo, da daš osebi nepozabno izkušnjo, kot je seveda namestitev, ampak poleg tega dodana vrednost vsega tega je namestitev, da se ne bova narobe razumela, je odlična stvar za nekoga, ki to še nikoli v življenju ni videl, doživel, ampak tiste izkušnje, ki pa največ štejejo, so pa, se pravi, nova prijateljstva, nova znanja in pa to, kot smo govorili že prej, da se lahko naučijo nekaj, kar jim mogoče bo kasneje v življenju prinašalo tudi zaslužek, dobijo iz tega službo, odkrivajo, da so zvesti in strastni in naravoslovci, se potem vržejo v te vode in začnejo graditi svojo kariero. In te izkušnje se mi zdi, vsaj iz mojih izkušenj s kempov, se mi zdi, da je to največ vredno, od športnih do naravoslovnih, izobraževalnih, pevskih, če ne drugega, mogoče odkrijo jutranjo rutino in začnejo telovaditi vsak dan in jim bo to spremenilo življenje na boljše. No, pri otrocih in starejših, ki jih s pomočjo te akcije peljemo na morje, je seveda oznaka tudi manj priložnosti, izhajajo iz socialno ogroženih okolij, tako da mogoče je to za koga nepredstavljivo, ampak tem otrokom so tudi prehranske možnosti rednih 5 obrokov na dan izjemnega pomena. Včasih je potrebno izboljšati in izpopolniti tudi poznavanje te čisto običajne dnevne rutine, pomena rednega umivanja zob, tako da je poleg seveda tako raznovrstnega programa tudi redna prehrana velikega pomena, ki si je ob recimo neki taki individualni nastanitvi ne bi mogli zagotoviti in pa večini udeležencev naših letovanj že pot predstavlja problem. Tako da sredstvi akcije Peljimo jih na morje, jih dobesedno peljemo na morje, plačamo in organiziramo prevoze, stroške prevoza, celoten program, vzgojitelje, vaditelje, ki spremljajo otroke, tako da ne gre zgolj za streho nad glavo, ampak res za dobesedno od doma do lokacije in nazaj z vsem programom. Kako je že to? All inclusive, ali kako se že temu reče? All inclusive se načeloma temu reče, ja. To je tudi zelo lepo, ker še kot sva že omenila, nekateri si ne znajo predstavljati že same poti, kaj šele, da bi mogli organizirati si in prehrano, in spanje, in aktivnosti. In ravno to je ta čar, da se pravi poskrbite čisto za vse. Je pa verjetno tudi veliko organizacije za vsem tem, veliko enih priprav pred samimi termini, pred samo izvedbo. Zanima me še, glede na to, da sva omenila tudi starejše, omenila sva program tudi za otroke, kakšna je bistvena razlika med programom, ki je namenjen za otroke in za starejše? Verjetno so tudi aktivnosti bolj prilagojene starejšim, se pravi drugačne aktivnosti, kot bi jih načeloma predvideli za otroke. Ja, definitivno je program za starejše še bolj osredotočen na zdrav način življenja, zdravo prehrano, predstavljanje zdravih živil, njihovega načina prehrane, bolj umirjeno, ni ravno tekanje po nogometnem igrišču, ampak so to sprehodi v naravi.
So pa podobno tudi priložnosti družabne igre, bodisi v paru, bodisi tombola, kjer je lahko udeleženih več igralcev. Je pa vse to v zadnjem letu seveda prilagojeno korona ukrepom, kjer je spet ta naš park v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Debeli rtič neprecenljiv, ker lahko manjše skupinice na različnih delih tega parka ustvarjajo, delajo, se srečujejo in so še vedno spoštovani vsi ti predpisi razdalje in varovanja svojega lastnega, predvsem pa zdravja soljudi, s katerimi se takrat družimo. Zelo dobro. Tudi starejši se mi zdi, da v tem hitrem tempu življenja včasih pozabimo prav na njih in da jim omogočimo, oziroma da jim omogočimo take zadeve, je to tudi neprecenljivo. Še zadnji dve vprašanji imam za vas, in sicer, koliko časa že traja ta akcija, se pravi, omenili ste 155 let delovanja, ampak koliko časa pa poteka že akcija Peljimo jih na morje? Akcija se je začela leta 2008, torej je letos 14. leto izvajanja, 2008 je bila prvič, ampak pred samo akcijo Peljimo jih na morje so obstajale druge pobude z drugimi imeni, tudi nekoliko drugače organizirane, ne vem, Zidak dobre volje. Peljimo jih na morje je pa nekako se usedlo, ima močno čustveno konotacijo, zato to ime kar ohranjamo, čeprav so se mu pridružili tudi drugi, recimo gospodarske organizacije z družbeno odgovornostjo izvajajo svoje lastne akcije. Pomežik soncu je akcija, druge humanitarne organizacije, Pričarajmo nasmeh z Rdečim križem, Tuš izvaja, Mikova karavana dobre volje, Deželak junak zbira sredstva za letovanja otrok, tako da pobud in priložnosti za podpreti te vrste aktivnosti je kar veliko. Naj omenim, da uradne statistike govorijo o 41.000 otrocih, ki živijo pod pragom revščine. In če to nekako prevedemo v recimo razred osnovnošolski, kjer je 30 otrok, v vsakem takem razredu so vsaj 3 otroci, ki si brez te vrste podpore ne bi mogli nekako, ne bi izkusili tega vsaj tedna dni ob morju. In je to za nas še vedno nuja in je še vedno premalo sredstev, ne glede na to, da tudi iz drugih virov dobivamo, da bi lahko vsem tem otrokom omogočili. Vsi skupaj ne moremo. 41.000, to je kaj? To je skoraj prebivalcev Celja. Se strinjam in ravno zato bom vse gledalce, gledalke pozval k temu, da obiščejo vašo spletno stran in pomagajo pri projektu Peljimo jih na morje ali pa pri kateremkoli drugem projektu. Mirjana, vam pa bi se rad predvsem zahvalil za dober pogovor in upam, da lahko nadaljujeva le tega v tem lepem ponedeljkovem jutru, spijeva mogoče še kozarec vode in pokramljava. Dragi gledalci, drage gledalke, vi pa lahko seveda obiščete spletno stran Rdečega križa in pomagate in tudi vi peljete še kakšnega otroka na morje in jim polepšate življenje. Tako da hvala, Mirjana, in mi pa gremo na oglase.